Dragi romarji, spoštovani provinciali frančiškanov, dragi bratje duhovniki, drage sestre redovnice, dragi romari, bratje in sestre v Kristusu, še posebej otroci, ki ste si v nedeljo popoldne vzeli čas in prišli semkaj k Mariji. Pri romanji smo. Romanje je molitev. In to, če je resnično romanje, je celostna molitev, ker zajame telo, dušo in duha. Ker moraš iti na pot, moraš zapustiti nek kraj. In papež Frančišek posebej spodbuja za prihodnje leto usmiljenja, sveto leto, ki bo, da bi naj res tudi nekaj poti peš naredili do tja, kam romamo. Tudi v cerkvi svetega Petra, kdor bo hotel skozi sveta vrata, bo moral vsaj neko pot opraviti tudi peš. Pomeni, tudi telo mora biti angažirano pri romanju. Zato, ker je romanje molitev. Molitev pa je pogovor z Bogom. Komunikacija z Bogom je nekaj posebno stopiš z nekomu stik in se osebno z njim pogovarjaš, mu izročaš sebe, drugega, telo, dušo in duha. In zato ste nekateri verjetno že prejšnje nedelje romali semkaj k Mariji na Dobrovo in tudi danes. Romanje mora biti napor. Zato, ker življenje je napor. Smo slišali Petra danes v Evangeliju, kako je hotel Jezusu prepreči, da bi trpel. In Jezus mu rekel, to ni od Boga. Po izvednem grehu, po naših osebnih grehih je na tem svetu trpljenje. In trpljenje se ni mogoče izmakniti. Zato je to satansko. Če bi to rad živel, pa ne trpel, ali že reč, če bi to hotel ljubiti in ne trpeti, je nemogoče. To je zavajanje. To obljublja na tem svetu, pa so taki, ki to obljubljajo. Ta gotovo ni od Boga. Zato ga je Jezus tako resno posvarjal. Stopi za menoj, ne pred menoj, Peter. Ti hodi za menoj. Ti kristjan hodi za menoj. Ne, mene vabim, naj hodim za tamo. To je romanje napor. Moramo čutiti nekaj napora, ker je romanje molitev, ki izkaže na to, da je naše življenje romanje. In v našem življenju je poleg veselja, radosti, sreče tudi delež trpljenja. In še vidik romanja na začetku izpostavimo, to je dogovor z Bogom. Vsako romanje lahko za nekaj namenim. In verjetno ste tudi vi se nekako dogovorili z Bogom, zakaj ste danes romali semkaj na Dobrovo k Mariji. Ali v zahvalo, ali v slavo Bogu in Mariji, ali v prošnjo, ali v zadoščenje. Prav je, da opredmetimo za to, zaradi česar sem tukaj. Marija nas je sprejela. In prvo lekcijo, ki nam jo daje, ko jo pogledamo tukaj na oltarju, se mi zdi, je ponižnost. Poglejte, Marija je manjša od drugih svetnikov. Štirje cerkveni očetje so mogočni. Marija je manjša od njih. In vendar je v zgodovini odrešenja, v Božjem načrtu našega odrešenja največji. Kako je znala stopiti nazaj. To, česar se še bo Peter moral naučiti, Peter v današnjem evangeliju. Peter je bil v zelo pomembnem trenutku v tem dogodku, ki smo ga slišali. Pravzaprav je bil prvi človek v zgodovini človeštva, poleg Marije in Jožefa, ki pa o tem nista govorila, ki je v človeku, ki ga je videl pred seboj, prepoznal Boga.
trenutek za zgodovino odrešenja. V človeku, tako kako mi vidimo zdaj drug drugega, je Peter prepoznal, da to ni samo človek, ampak je učlovečeni Bog, Jezus Kristus. Zato je rekel, ti si Kristus. Vendar samo izpovedovati vero v Jezusa Kristusa zgleda, da še ni dovolj. Pravzaprav verujejo tudi hudobni duhovi. Tudi oni verujejo v Boga. Zato Jezus nadaljuje, popravi, kdo pa hoče hoditi za menoj. To pomeni, kdo hoče biti Jezusov učenec. Hoče. A hočemo? Hočemo biti Jezusovi učenci? Naj se vsak izmed nas odgovori danes tukaj. Ampak tako, kakor Jezus hoče, zato je Petra učil. Kdo hoče biti moj učenec, naj se najprej odpove sam sebi. Svetli Marija nam kaže to. Tukaj s podobo, ker je manjša od drugih. In iz njenega življenja to poznamo. Poznamo, kako je znala stopiti v ozadje. Kako je znala biti ponižna in majhna. Kako se je znala odpovedati sebi. Vedno je pravzaprav imela nalogo svojega sina pred seboj in je njemu sledila. In svoje življenje njemu prilagajala, nenehno. Od tistega načrta, ki ste ga imela z Jožefom, kako boste živela. In tradicija pravi, da ste se odločila, da boste živela deviški zakon, torej brez otrok. In zdaj ti pride Bog, pa te reče, ne, vi pa boste imela otroka. Samo malo drugače. In Jožef se je kar prestrašen. Nekateri pravijo, da je hotel Marijo zapustiti ne zato, ker ji ne bi verjel, ker potem verjetno Sveto pismo ne bi dalo znake, da je pravičen mož. On je gotovo verjel in zaupal Mariji, ko mu je razložila, kaj se je zgodilo ob angelovem obiskanju. Zato nekateri menijo, da je hotel zapustiti Marijo, zato ker se ni čutil vrednega, da bi bil pri tako veliki stvari zraven. Zato mu je Bog poslal angela, da je tudi njega poučil. Glejte, zopet na velika vzpodbuda. Marija je poslal angela, Jožefu je poslal angela, pa še komu je poslal angela, ko je to potrebno. Da bo tudi nam. V taki ali drugačni obliki, samo če želimo po Marijinem zgledu in njeni priprošnji živeti to pot. Kdo hoče biti moj učenec, naj se odpove samemu sebi. Vemo, da je egoizem ena najtežjih stvari. Najtežjih stvari, negativnih stvari, ki jih najtežje premagamo. Pa naj bo to egoizem, lastni egoizem, lahko govorimo tudi o egoizmu v dvojem zakonu med možem in ženo, zlasti tam, kjer se nočeta odpreti življenju, pa bi se lahko govorimo o egoizmu v neki skupnosti, tudi župnija lahko živi egoizem, če hoče samo sama nekaj uresničevati, ne pa skupaj z drugimi župnijami, skupaj z škofijo. Lahko govorimo o egoizmu neke države, veliko posledic negativnih vidimo takšnih egoističnih držav, konec koncev tudi begunci, ki jih trenutno srečujemo in jih bomo vedno več srečevali v Evropi, so izraz takega sebičnega odločanja pa gospodarstvenikov ali politikov, tudi verskih voditeljev. Kam se pripelje egoizem? Konec koncev je palec angelov prav v tem ne bom služil. Se pravi, jaz bom središče, ne Bog. Marija je nenehno pred nami kot tista, ki je od prvega trenutka v središče svojega življenja postavljala Boga. In zato je v središče postavljala tudi drugega.